iskanju načinov za uničenje človeškega uma in telesa je MK Ultra izvajala najbolj skrajne poskuse na ljudeh, kar jih je kdajkoli izvedla katerakoli ameriška vladna agencija. MK Ultra, domnevni tajni program CIA za nadzor in vplivanje na je prišel v središče svetovne pozornosti med odmevnim kongresnim zaslišanjem. Od Jacka Rubija in Charlesa Mansona kot morebitnih sodelavcev do domnevnega prikrivanja umora, smrti 3-letne deklice in trenutnih obtožb, vključno s poskusom atentata na Donalda Trumpa do domnevnega atentata na Charlieja Kirka. Razčlenili bomo ključne trenutke tega pričanja in vse postavili v kontekst. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law and Crime. Sem Jesse Weber. Eno od vprašanj, ki jih vedno dobim tukaj v oddaji Sidebar in ko poročamo o zadevah za Law and Crime je, kako vam uspe tako hitro pripraviti vse te posnetke o zgodbah, ki se tako hitro razvijajo. In če vas to zanima, če vas zanimajo družbena omrežja, če objavljate stvari, veste, na kakršenkoli način ustvarjate vsebine, uporabljamo nekaj, kar se imenuje Opus Clip. Torej, to je vse v enem AI urejevalnik, ki zelo olajša rezanje, ustvarjanje in nalaganje videoposnetkov na katerokoli platformo. S pomočjo umetne inteligence Opus Clip generira B-roll posnetke, preoblikuje posnetke in celo očisti zvok. Tako enostavno je. Obiščite opus.pro, / sidebar. Prijavite se, naložite in v nekaj minutah boste imeli popolno urejene izseke, pripravljene za TikTok, kratke videe, Reels. Opus Clip je res vse na enem mestu. In imeti orodje, kot je Opus Clip, pomeni, da vam lahko naši producenti takoj pripravijo viralne posodobitve iz sodne dvorane. To je najmočnejše orodje za deljenje idej in profesionalno urejanje. Zato pojdite na opus.pro/opus.pro, ko vam sign up, da dobite en teden brezplačno in na to 50% popusta. To je drugačna vrsta stranske vrstice, kot jo običajno pokrivamo, kot običajno delamo. Ampak moram reči, da ni vsak dan, ko imamo pričanje na Kapitolu glede domnevnega nadzora in domnevno kaznivih dejanj, ki jih je zagrešila CIA. Včeraj je bilo zaslišanje pred odborom predstavniškega doma za nadzor in reformo vlade. Naslov je bil Nadzor in odgovornost. Razkrivanje resnice o projektu MK Ultra, CIA. Preden se sploh lotim podrobnosti pričanja in predvajali bomo veliko ključnih trenutkov iz njega, moram na kratko predstaviti, kaj se zdi, da vemo o tem iz javnih zapisov in poročanja, da si ustvarite predstavo o tem. Po podatka Arhiva nacionalne varnosti. CIA je bila obtožena izvajanja poskusov na ljudeh z uporabo drog, hipnoze, izolacije in senzorične deprivacije kot del projektov s kodnimi imeni, kot so Bluebird, Artichoke in MK Ultra. Verjame se, da je bil MK Ultra odobren potem, ko je Allen Dulles postal direktor Centralne obveščevalne agencije leta 1953. Zdaj, ime, o katerem boste veliko slišali, je Sidney Gottlieb. Torej, Sidney Gottlieb velja za glavnega arhitekta MK Ultra. Po navedbah Nacionalnega arhiva naj bi obstajala dokumentacija, ki potrjuje obstoj MK Ultra. Na primer, obstaja zapisnik iz leta 1951 o sestanku med CIA in tujimi obveščevalnimi uradniki glede raziskav nadzora ali pa zapisnik iz leta 1956, v katerem Gottlieb očitno odobri projekt, ki naj bi, citiram, ocenil učinke velikih odmerkov LSD 25 na običajnih prostovoljcih med zveznimi zaporniki v Atlanti. Po poročanju New York Timesa je leta 1977 takratni direktor CIA Stanfield Turner pričal, da je agencija tajno podpirala raziskave nadzora človeškega vedenja na 80 ustanovah. Govorimo o koledžih, govorimo o univerzah, vendar naj bi delovala tudi v zveznih ustanovah, bolnišnicah, farmacevtskih podjetjih. In rekel bom, da je bil najbolj strašljiv del projekta MK Ultra ta, in to je bila obtožba, da so snovi in metode dajali nič hudega slutečim osebam, ki sploh niso vedele, kaj se dogaja. Po podatkih Britanice je program deloval predvsem od leta 1953 do 1964, domnevni cilj pa je bil izbrisati nekomu spomin in ga nato nadzorovati. Ideja, cilj, namen, vse to je bilo usmerjeno v nasprotovanje Sovjetski zvezi med hladno vojno. Britaničin članek o izvoru MK Ultra navaja, da je Allen Dulles verjel, da so Sovjeti že razvili tehnike nadzora To je bil torej način, kako odgovoriti. In ena izmed bolj zapletenih operacij je bila nekaj, kar so imenovali Operacija Polnočni vrhunec. In to opisuje History.com. Leta 1955 je nekdanji agent Zveznega urada za narkotike, ki ga je očitno najela CIA, postavil past. Spalnica v San Franciscu, kjer bi najeli spolne delavke, da bi zvabile moške v to sobo.
Moškim bi brez njihove vednosti dali LSD, nato pa so jih opazovali skozi enosmerno ogledalo. In pojavila so se vprašanja, ali je bil namen res samo preučevanje učinkov drog, ali pa veste, voajerizem. Verjame se, da sta leta 1973 Gottlieb in takratni direktor CIA Richard Helms ukazala uničenje večine izvirnih zapisov MK Ultra. Britannica poroča, da je Gottlieb sam uničil 7 škatel dokumentov. Vendar pa se zdi, da je v 70 letih nekaj gradiva vendarle prišlo v javnost, saj je zahteva po dostopu do informacij javnega značaja za finančne evidence CIA razkrila dodatne datoteke o MK Ultra, ki so bile napačno označene. In to je v bistvu širok pregled. Nihče ni bil kazensko preganjan zaradi domnevnih kaznivih dejanj povezanih s tem programom. Kje je odgovornost? Kje so odgovori? Zdaj, preden sploh začnem s pričevanji, ki jih boste slišali od teh prič, in bolj specifičnimi primeri, naprimer domnevne zlorabe, Charles Manson, Jack Ruby, nenavadna smrt tega človeka po imenu Frank Olson, kaj bi se lahko dogajalo danes? Ali vlada danes izvaja kaj podobnega? To je zanimiva tema za pogovor. Lotili se je bomo. Ampak najboljši način, da razložim, kaj je MK Ultra ali česa je bila CIA obtožena, je, da se obrnem na uvodno izjavo iz delovne skupine za razkritje zvezdnih skrivnosti. Predsednica Ana Paulina Luna, v redu, poslanka z Floride, in poudarila je, da gre tukaj za preglednost, gre za iskanje odgovorov. Gre za to, da si ameriško ljudstvo zasluži vedeti, kaj se je zgodilo, in za to, da se zagotovi pravica vsem, ki so bili prizadeti ali žrtve, vključno z njihovimi družinami. Poslušajte, kako to opiše. Projekt MK Ultra ni bil neuspeh politike, ani preveč zagnan program, ki bi ušel izpod nadzora. To je bila namerna, sistematična vladna operacija, ki je ameriške državljane, zapornike, bolnišnične paciente, veterane in navadne ljudi izpostavila LSD-ju. Elektrošoki, hipnoza, senzorična deprivacija, psihološko mučenje brez njihove vednosti ali privolitve. To se je dogajalo 20 let na ameriških tleh, financirano z denarjem ameriških davkoplačevalcev in odobreno strani samega vrha ameriškega obveščevalnega aparata. In ko se je ta program končal, moški, ki so ga vodili, niso sodelovali s preiskovalci. Niso se javili. Storili so še en zločin. Uničili so dokaze. Dokumenti, ki jih je ta delovna skupina pregledala, so nedvoumni. Januarja 1973 se je direktor CIA Richard Helms pripravljal na odhod s položaja. Osebno je ukazal uničenje zapisov o MK Ultra. Uradni dokument CIA v pisni obliki navaja: nad mojimi navedenimi cilji so bili dosjeji MK Ultra uničeni po ukazu direktorja CIA gospoda Helmsa tik pred njegovim odhodom s položaja. Poseben interni zapis potrjuje, da je Helms neposredno poklical dr. Gottlieba in mu naročil naj uniči, citiram, vse dosjeje povezane z raziskavami drog in povezanimi dejavnostmi. Gottlieb je s 4 ljudmi preživel cel dan, ko so trgali in sežigali 152 dosjejev. Nato je Gottlieb dal svoji tajnici uničiti svoje osebne dokumente, preden se je upokojil. Vodja lastnega arhiva CIA je pisno protestiral proti uničenju, vendar so ga preglasili. To je oviranje pravosodja, to je kaznivo uničenje zveznih dokumentov. In nobena od teh oseb zaradi tega nikoli ni bila obtožena kaznivega dejanja. V redu, pojdimo k pričam. Ena od prič na zaslišanju je bil dr. Steven Kinzer, ki je višji sodelavec za mednarodne in javne zadeve na Univerzi Brown. In napisal je knjigo z naslovom Glavni zastrupljevalec, Sidney Gottlieb in iskanje nadzora nad umom strani CIA. In govoril je o domnevnih namenih tega programa in nekaterih njegovih domnevnih dejavnostih. Boleče se zavedam, da sem odkril le majhen del tega, kaj je bil MK Ultra in kaj je počel Sidney Gottlieb. Leta 1951 je CIA zaposlila Sidneyja Gottlieba in mu naročila, naj začne to, kar je postalo MK Ultra. Sidney Gottlieb je verjel, da moraš, če želiš najti način, kako vsaditi nov v možgane nekoga, najprej najti način, kako uničiti ki je že tam. Po vseh merilih to šteje za medicinsko mučenje. Ti poskusi so potekali v zaporih, klinikah in varnih hišah v Združenih državah, Evropi, Aziji in celo v Latinski Ameriki. Častniki MK Ultra so imeli dovoljenje za potovanje v tuje države, po možnosti tiste pod formalno ali neformalno ameriško okupacijo, in so lahko zaprosili tamkajšnjo postajo CIA, da jim priskrbi potrošni material. Ljudje, ki jih nihče ne bi pogrešal, če bi izginili. Gottlieb je imel nekaj, kar je bilo praktično dovoljenje za ubijanje, ki mu ga je izdala ameriška vlada.
Niti število žrtev MK Ultra, niti število tistih, na katerih so izvajali poskuse do smrti, ni znano. Gottlieb je bil zaradi tega dovoljenja za ubijanje morda najmočnejši neznani Američan 20. stoletja. Nekatere informacije o MK Ultra so prišle na dan v 70. letih, vendar so višji uradniki CIA namerno pustili Gottliebu, da deluje brez nadzora. Tako so lahko trdili, da niso vedeli ničesar o njegovih presežkih. To je bil način, da je CIA zanikala svojo institucionalno vlogo v MK Ultra in jo zavajajoče prikazala kot posledico sadizma ali pretirane gorečnosti enega človeka. Povedal vam bom kar zdajle. Glejte, o tej temi je bilo seveda opravljenih veliko raziskav in študij. Ampak to, kar slišite, je mnenje doktorja Kinzerja. Trenutno nam bo nemogoče preveriti vsako posamezno podrobnost in trditev, ki sta jih on in, veste, druga priča podala med to obravnavo. Zato vam bomo to predvajali. Slišali boste, kaj imata za povedati. Poskušali bomo vse skupaj postaviti v kontekst, hkrati pa vam dati priložnost, da to slišite in sami opravite nekaj raziskav. Rad bi vam nekaj predvajal. Ko govorijo o prijavljenih zlorabah tega programa, poslušajte, kaj pravi dr. Kinzer. Mimogrede, slišali boste tudi preiskovalnega novinarja Toma O'Neilla, drugega pričo tistega dne, avtorja knjige Chaos, Charles Manson, CIA in skrita zgodovina 60. let. Katerih najhujših zlorab v programu MK Ultra ste seznanjeni? Lahko začnem tako, da jih nekaj naštejem, ampak govoril bom o eni, ki mi je vedno ostala v spominu. V zvezdnem zaporu v Lexingtonu v Kentuckyju je bila skupina afroameriških zapornikov ločena in hranjena. V protokolu so bile opisane kot dvojne, trojne in četverne doze LSD-ja vsak dan, 77 dni zapored. Ali so vsi preživeli? Nimamo pojma, kaj se je zgodilo z njimi. To me spremlja, odkar sem napisal to knjigo. Kaj se je zgodilo z njimi? Ali so kdaj izvedeli, kaj so jim dali? Ali so mislili, da so znoreli? Ali misliš, da še vedno izvajamo poskuse na zapornikih ali ljudeh v zaporu danes? O tem nimam nobenih informacij. Kakšna je bila povprečna starost ljudi, na katerih so izvajali poskuse, če veš? So bili to otroci, so bili srednjih let, so bili... Izvajali so študije na mladostnikih v prevzgojnih domovih in zaporih z otroki starimi 16, 17, 18 let ter v institucionalnih šolah za problematične otroke. Nacionalna prevzgojna šola za dečke tukaj v Washingtonu DC jih je imela. In ko gre za skrivne poskuse takoj po drugi svetovni vojni, veste, bo razprava o Nemčiji in nacistih. In ta domnevna operacija, imenovana operacija Sponka, kjer so Združene države naj bi rekrutirale nemške znanstvenike in inženirje ter jih pripeljale v Združene države. Operacija Sponka je po drugi svetovni vojni v vlado Združenih držav pripeljala več kot 1600 nemških znanstvenikov, vključno s posamezniki, ki so izvajali poskuse na ljudeh v koncentracijskih taboriščih. CIA in vojska sta bili seznanjeni z njihovim ozadjem, a sta jih vseeno zaposlili. Ali ste v svojem raziskovanju našli neposredno dokumentacijo o povezavi med znanstveniki iz operacije Sponka in razvojem eksperimentalnih protokolov MK Ultra, zlasti glede uporabe meskalinske hipnoze in senzorične deprivacije, tehnik, ki so bile dokumentirane tudi v Dachau? Seveda. Kurt Blome, ki je bil vodja razvoja biološkega orožja za nacistično vlado, je začel delati za CIA. Tako tudi Walter Schreiber, ki je bil glavni zdravnik nacistične vojske. Lahko povem kratko zgodbo. Ko sem raziskoval svojo knjigo, sem našel tisto, za kar mislim, da je bila prva tajna zaporniška enota CIA oziroma črna lokacija. To je lep šalet v Nemčiji in človek, ki ga zdaj ima v lasti, me je peljal v klet. Rekel je, da so bile to celice, kjer so častniki MK Ultra, ki so delali skupaj z nacisti, izvajali tiste grozljive poskuse, ki so bili pravzaprav le nadaljevanje poskusov, ki so jih ti nacisti izvajali le nekaj let prej. Prav tam, čisto blizu. Samo za časovni okvir in pojasnilo, ti poskusi so se dogajali po nürnberških procesih, kaj ne? Tako je. Torej bi CIA vedela, da so to zločini proti človeštvu.
Iskal sem epizodo, v kateri bi bile Nürnberške doktrine objavljene na steni v kakšni pisarni MK Ultra ali CIA. Vendar nikoli nisem našel nobenega dokaza, da bi se ti Nürnberški principi sploh kdaj upoštevali, kaj šele spoštovali. Mimogrede, Luna je rekla, da bo stopila v stik z nemško vlado. Charles Manson, Jack Ruby. Tako se je postavilo vprašanje, ali so bili oni subjekti MK Ultra, so bili obveščevalna sredstva? Začnimo s Charlesom Mansonom, vodjo kulta, katerega privrženci so izvajali krute umore. Poleti leta 1969 so 4 mladi ljudje po ukazu vodje kulta po imenu Charles Manson odšli v dom filmskega režiserja Romana Polanskega in ubili vse, ki so jih tam našli, vključno z njegovo 8,5 mesecev nosečo ženo, igralko Sharon Tate. Žrtve so bile popolni neznanci svojim morilcem. Naslednjo noč so Mansonovi privrženci na enako grozovit način ubili še en par. Kako je Manson, komaj pismen bivši kaznjenec, pridobil sposobnost prepričati navadne mlade ljudi, da ubijajo popolne neznance samo zato, ker jim je on tako rekel? Iskanje odgovora na to vprašanje me je pripeljalo do doktorja Louisa Joliona Westa, ki so ga prijatelji klicali Jolly. West je bil eden najvplivnejših psihiatrov v Ameriki. Prihranil vam bom dolgo in dolgočasno zgodbo o tem, kako me je moje poročanje o Mansonu pripeljalo do Westa. Pripeljalo do Westa, razen tega, da sem sčasoma izvedel, da je leta 1967, ko se je Manson preobrazil v kultnega vodjo, kot ga poznamo danes, oni in njegovi privrženci so prejemali brezplačno medicinsko oskrbo na kliniki v San Franciscu, ker je West vzpostavil bazo za raziskovalni projekt, ki ga je izvajal v bližini. Ko so me začele zanimati obtožbe proti Westu, sem izvedel, da je UCLA, njegova zadnja akademska ustanova, po njegovi smrti leta 1999 podedovala njegove spise. Skoraj 2 meseca in več kot 200 škatel kasneje sem našel pregovorno iglo v senu, korespondenco med Westom in doktorjem Sidneyjem Gottliebom, arhitektom MK Ultra. Kar sem lahko dokazal, je bilo, da je bil Manson od trenutka, ko je bil leta 1967 izpuščen iz zveznega zapora, kršil je pogojni izpust, brez dovoljenja odšel v območje zaliva in bil takoj postavljen pod nadzor zveznega pogojnega uradnika. Tam mu je v bistvu popuščal, medtem ko je zbiral svojo skupino privržencev, jim dajal droge, jih obvladoval, jih spremenil v bolj ali manj podrejene robote, ki bi naredili karkoli, je dejal. Vse to se je dogajalo pod budnim očesom pogojnega uradnika po imenu Roger Smith, ki je prav tako izvajal raziskave o drogah v isti kliniki, kjer je Jolly West vzpostavil svojo operacijo za novačenje preiskovancev. Vse do leta 1969, ko je Manson končno ukazal umore, za katere je bil kasneje obsojen, so ga večkrat aretirali zaradi vseh hujših kaznivih dejanj. O'Neill priznava, da ni mogel dokončno in absolutno dokazati, da je bil Manson sodelavec v okviru MK Ultra. In dejansko, kolikor smo videli, ni bilo preverjenega dokončnega dokaza, da je bilo to, kar je Manson storil, povzročeno ali povezano z operacijo zvezne vlade. Kaj pa Jack Ruby, tip, ki je ubil Leeja Harveyja Oswalda, kaj ne? To je dejansko raziskoval filmski ustvarjalec Errol Morris, ki je tudi posnel film o psihiatru Lewisu Jollyju Westu, tem zdravniku. In trditev je bila, da je dr. West opravil psihiatrični pregled Jacka Rubyja in ga razglasil za neprištevnega. Zato bi rad, da poslušaš, kaj tukaj pravi O'Neill. Jack Ruby, mislim, da je to nekaj drugega. Preiskavo Warrenove komisije je vodil Alan Dulles, nekdanji direktor CIA, ki je odobril in vodil MK Ultra, dokler ga predsednik Kennedy ni odpustil. Povezava med CIA in komisijo, ki je urejala pretok informacij med CIA in Warrenovo komisijo, je bil Richard Hens, ki je bil neposredni nadzornik Jollyja Westa. Vedeli so, kdo je West. Vedeli so, česa je bil West sposoben, zakaj so mu plačali in kaj jim je poročal, da lahko stori, vključno z izzivanjem duševnih motenj pri ljudeh. Kolikor je znano, to komisiji nikoli ni bilo razkrito. Zato verjamem, da je bil West postavljen tja, da bi preprečil Jacku Rubyju, da bi povedal svojo zgodbo. Ponovno, nič od tega, kar smo videli, dokončno ne dokazuje, da je bil on sodelavec ali produkt MK Ultra.
In povem vam, celo v moji oddaji News Nation, Jesse Weber Live, sem intervjuval upokojenega operativca CIA, Rika De La Torreja, ki je dejal, da ni ničesar, kar bi podprlo teorije o Rubiju ali Mansonu. Ampak govoriš o operativcih, govoriš o domnevnih operativcih, govoriš o teorijah. Kaj pa domnevni atentat na Charlieja Kirka? Kaj pa poskus streljanja na predsednika Donalda Trumpa v Butlerju, Pennsylvania? Veš kaj? To je bilo omenjeno na tej obravnavi, ker se nanaša na vprašanje, ali se takšne stvari dogajajo tudi danes. Kako razložite te primere? Odkot izvirajo? Družbena omrežja, algoritmi, umetna inteligenca? Je to nova oblika nadzora nad umom? Mislim, da če takšni projekti potekajo znotraj ameriške vlade, obstaja občutek, da lahko to počnemo brez kakršnega koli sovražnega nadzora. Kakšne so možnosti, da se je tisto, kar smo izvedeli v projektu MK Ultra, zdaj tako zelo razvilo v algoritme in računalnike in da pridemo do osamelcev, da bi lahko nekateri od teh osamelcev preko te množične propagacije vsega, kar počnete, lahko povzročili, da bi kdo morda ustrelil predsednika. Vem, da je veliko ugibano o streljanju na Butlerja in verjetno celo o streljanju na Charlieja Kirka. Ne maram ugibati, ker ne vem. Nimam neposrednega znanja o tem, ali so bili ti tipi programirani preko radijskih valov ali preko njihove računalniške dejavnosti. Zato si nikoli ne bi upal ugibati, razen da povem, kar sem že povedal, da so razvili načine, o katerih nam niso nikoli povedali, že pred mnogimi leti. In predstavljam si, da so zdaj postali veliko bolj učinkoviti. To je res povezano s tem, o čemer je govoril kongresnik Burchett glede radijskih valov, kjer imamo nekakšen Venov diagram posameznikov in vojske, ki zajema širši krog. Tako imate radijske valove, računalniško dejavnost, operacijo Mockingbird, programiranje, ki poteka. Kaj torej vidite v zvezi s tem, kar se je dogajalo takrat in tem, kar vidimo zdaj? Kar bi lahko bili isti tipi programov, celo z uporabo orožij z usmerjeno energijo ali podobnega? Gospod O'Neill, lahko začnete. Ja, rad bi samo nekaj povedal. Bil je cilj. V zgodnjih predlogih za MK Ultra je bilo zapisano, da bi izvajali poskuse, da bi ugotovili, ali lahko dosežejo množično spreobrnitev. Veste, spreobrnejo celotna prebivalstva. Mislim, da je to imelo nekaj opraviti s tistim incidentom v Franciji, o katerem ste prej govorili. Danes je vse to le špekulacija, vendar so takrat poskušali uporabiti psihološke metode, da bi videli, kako lahko vplivajo na misli ljudi. In Mockingbird je bil del tega, kar, če ljudje ne vejo, pomeni, da so imeli agente CIA ali so jih pritegnili. Ljudje v medijih, ki so pisali v bistvu propagando in poskušali nadzorovati misli ter prepričanja prebivalstva v skladu s potrebami CIA. In ali se to še vedno dogaja danes? Ne bi bil presenečen, če se ne bi. V redu, zdaj želim preiti na dve stvari. Prvič Frank Olson. To je še eno ime, o katerem boste veliko slišali v razpravi o MK Ultra. Če greste v knjižnico Ford, boste našli dokumentacijo o Franku Olsonu, ki je v enem poročilu opisan takole, citiram. Dr. Frank A. Olson, biokemik, je bil civilni uslužbenec vojske, ki je delal v Fort Detricku v sodelovanju s CIA. 19. novembra 1953 je bil na enem od rednih srečanj osebja Fort Detricka in CIA strani osebja CIA v pijačo, ki sta jo zaužila dr. Olson in drugi člani skupine, dodan odmerek LSD-ja. Prednji je prijel LSD, je dr. Olson sodeloval v razpravah, kjer so se načeloma dogovorili o testiranju takšnih snovi na nič hudega slutečih osebah. Vendar pa niti dr. Olson, niti kdorkoli od drugih ni bil obveščen, da so prejeli LSD, vse dokler ni minilo približno 20 minut po dogodku. In prav to je naredilo njegovo smrt tako nenavadno. Prav to je pripeljalo do teorij, da je bil umorjen. Tako je v članku dr. Kincerja in je bil objavljen v The Guardian leta 2019. On v bistvu opisuje, kako 28. novembra 1953 Frank Olson pade skozi zaprto okno sobe 1018A v hotelu Statler v Manhattnu, pade 10 nadstropij in umre na pločniku spodaj.
Očitno je bil edina druga priča v sobi sodelavec iz CIA, ki je spal. In domnevajo, da je bila policijska preiskava na nek način usklajena ali pod vplivom CIA. In na koncu so domnevno zaključili, da je Olson skočil, da se je ubil. Ampak prej so bile te trditve o zastrupitvi z LSD-jem. Domnevno so ga poslali k zdravniku, ki naj bi bil povezan z MK Ultra. Torej, vprašanje je bilo, ali so ga ubili, da bi vse, kar je vedel in doživel, ostalo skrivnost. Primer Franka Olsona, na katerega smo se prej sklicevali, je bil umor. Ne verjamem, da je šlo za samomor. In motiv je bil ta, da je nameraval postati žvižgač. Delal je pri CIA, ukvarjal se je z razvojem biološkega orožja in načrtoval je, da bo javno razkril, da vlada Združenih držav uporablja biološko orožje v Korejski vojni. In prav tako je nameraval govoriti, deliti, kar je vedel o poskusih MK Ultra, vključno s smrtonosnimi poskusi. In obstaja dokumentiran primer. Koliko ljudi mislite, da je umrlo zaradi programa MK Ultra ali bilo umorjenih? Nemam pojma. In to moram izpostaviti. Res srhljiva zgodba, o kateri je O'Neill govoril, ko je šlo za doktorja Vesta, tega lika v sagi MK Ultra. Ko je sklenil pogodbo s CIA, je bil na letalski bazi Lackland. Bil je glavni psihiater v bolnišnici. Tako je tam začel svoje eksperimente. Leto po pismu, ki sem ga citiral v svoji izjavi, ker je opisoval, kaj želi narediti. Leto kasneje, julija 1954, je bila ugrabljena 3-letna deklica, ki so jo kasneje našli v gramozni jami. Umorjeno in poleg avtomobila, ki je bil zapuščen. Iskalno skupino, ki je našla truplo deklice, je nagovoril moški, ki je bil letalec na bazi. In vprašal jih je, kje je in kako je prišel tja. Aretirali so ga zaradi umora, vojaški častniki, ki so ga imeli v priporu, pa so ga opisali kot nekoga v transu ali omami. V njegovem telesu niso našli nobenih drog. Ni prepoznal svoje žene, ko so jo pripeljali k njemu. In na sojenju, kjer je bil Jolly West, njegov svetovalni psihiater, ki ga je pregledal, Seveda. izkazalo se je, da so ga v bolnišnici v Lacklandu dejansko zdravili v eksperimentalnem programu za zdravljenje njegovih kroničnih izčrpavajočih migren. 4 leta kasneje so ga usmrtili. Torej, na podlagi mojih raziskav se to nanaša na posilstvo in umor 3-letne Sherry Jo Horton. In obsodbo ter usmrtitev letalskega vojaka Jimmyja Shaverja v 50 letih prejšnjega stoletja. Zločin je dokumentiran v članku Toma O'Neilla v The Intercept. Kot ste slišali, naj bi bil dr. West takrat vodja psihiatričnih služb na letalski bazi Lackland. Shaver je bil vojak, ki očitno ni imel zgodovine nasilja, nobene kriminalne preteklosti, pa vendar je to storil. Shaver se očitno ni ničesar spomnil. Mimogrede, dr. West je bil v tem članku obtožen, da je Shaverju dal serum resnice in ga spravil v globoko hipnozo. In takrat naj bi Shaver domnevno priznal. Zdaj naj bi na sojenju poskušal to priznanje preklicati. Kot je opisano v članku Intercepta, so obstajale trditve o manjkajočih dosjejih povezanih s Shaverjem, da je bil morda vključen v program CIA z LSD-jem. Kam gremo od tu naprej? Veš, govorilo se je o možnosti iskanja dodatnih dosjejev v drugih bolnišnicah in ustanovah, kot je poudaril Kincer. Ampak poslušaj tudi, kaj še pravi, da bi morali narediti. Poleg iskanja neznanih dokumentov bi ta odbor lahko naredil izjemno uslugo že s tem, da bi preprosto zahteval konec cenzuriranja dokumentov, ki jih že imamo. Obstajajo kupe dokumentov o MK Ultra, ki imajo obsežne dele močno cenzurirane. V 70 letih je bilo to upravičeno z argumentom, da je minilo le 20 let, odkar so se te grozljive stvari zgodile in da bi razkritje podrobnosti lahko vplivalo na nacionalno varnost. Zdaj je minilo 70 let. Ta argument ne more biti več veljaven. Zato bi pozval ta odbor naj poskuša zapolniti vse prazne prostore v dokumentih, ki jih imamo. Zanimivo bo videti, kaj bo iz tega nastalo. Mislim, poglejte, argument je bil na zaslišanju. Poglejte, kongres nikoli ni izvedel celotne zgodbe. Mimogrede, po podatkih History.com so v preteklosti leta 1977 potekala kongresna zaslišanja o MK Ultra. Ta jih je vodil senator Edward Kennedy. Tako je pripeljal vse te nekdanje ljudi iz CIA, vendar je bilo veliko tega, da se ne spomnijo. Niso se spomnili podrobnosti. Danes je drugače, kaj ne?
Poleg tega imamo zdaj te datoteke iz teh finančnih evidenc. Toda pri NLP-jih, JFK-ju, MLK-ju, Epsteinu smo v zadnjem času videli poskuse, da bi dvignili tančico nad temi prej skrivnimi zgodbami in pogovori. In tukaj pri Sidebaru se bomo po najboljših močeh trudili pokriti čim več tega, kar se učimo. To je za zdaj vse, tukaj v oddaji Sidebar. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili. In kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcasts, Spotify ali kjerkoli že poslušate podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC-jevi platformi Peacock. Če želite slediti meni na X, Instagramu, moje oddaji na News Nation, Jesse Weber Live, od ponedeljka do petka ob 23. uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič vsi skupaj.